stane potovanje na rajske sanske Cookove otoke. V tem vlogu ti bova razložila vse stroške, ki sva jih imela tekom najinega potovanja po Cookovih otokih. Torej, povedala ti bova, koliko stane prenočišče, hrana, pijača, vse ekskurzije, vsa doživetje, skratka vse. Tako da se boš v bistvu na koncu tega vloga lahko sam zračunal, koliko bi tebe približno prišlo tako potovanje. Preden začnemo z videom, najprej en disclaimer. Cookovi otoki niso najcenejša država. Ne si predstavljati azijskih cen, ne si predstavljati, da je to isto kot v jugovzhodni Aziji in vse to. Ne, gre za polinezijsko državo sredi Tihega oceana. Ja, so otok sredi Pacifika in temu primerne so tudi cene. Sicer gre za cenejšo državo, kot je na primer francoska Polinezija, pa zato ni nič kaj manj lepo in so v bistvu super alternativa Bori. Midva jim prava, da so tako ena pocen Bora. Še ena opomba, preden zares začnemo, na Cookovih otokih uporabljajo kar novozelandski dolar oziroma dolar Cookovih otokov oziroma neko čudno mešanico obojega, kar oboje dobiš nazaj ponavadi. Trenutni tečaj pa je v bistvu 1 evro je $0,55. Vse to je zato, ker so Cookovi otoki zelo tesno povezani z Novo Zelandijo, imajo določene njihove benefite, tako da je vse to malo pomešano. Gremo kar na cene. Vse cene, ki jih bova navedla, so za 2 osebi, kar nas privede tudi do prve kategorije. Prenočišča. Midva sva za 7 noči odštela 582 evrov, oziroma v povprečju sva spala za 83 evrov na noč oziroma na apartma. In v bistvu tam sva bila v visoki sezoni, torej avgusta, ko je v bistvu na Cookovih otokih sušno obdobje, kar pomeni, da vsi Kiwi, vsi Novozelandci navalijo na Cookove otoke. Posledično je v bistvu veliko hotelov že zasedenih in treba je kar pohteti z rezervacijo. Midva sva rezervacijo opravila nekako 1 mesec pred potovanjem in jaz sva nekako zbirala najcenejše opcije. Ne omenim še to, da all-inclusive resortov na Cookovih otokih praktično ni. In tudi nekih gromozanskih hotelov za 500 plus sobam tudi ne, ker pač imajo zanimiv zakon, da nobena stavba ne sme biti višja od kokosove palme. Tako da v bistvu midva sta praktično spala v najcenejših prenočiščah v bližini morja, ki so bile pač takrat na voljo. Prvo polovico potovanja sva spala na zahodni obali Rarotonge, ki je v bistvu manj turistična. Tam sva najdla en luškan apartma pri domačinih, pri lokalcih, v bistvu, ki so pač poleg svoje bajte imeli še en dodaten apartma in so ga oddajali. Apartma se je nahajal nekje 200 metrov stran od zelo priljubljene plaže Aroa, ki je najbolj znana potapljaška plaža na Cookovih otokih. In imela sva v bistvu svojo sobo, svojo pač zasebno kuhinjo, kopalnico, praktično vse, kar sva rabila in zato sva odštela 71 evrov na noč. Drugi del potovanja pa sta se predstavila na vzhodni del otoka, v bistvu v bližino Muri lagune, ki je v bistvu najbolj znan del Rarotonge. Zdaj niso spala prav na Muri Beachu, ker je pač tam zelo drago, pa večinoma so res samo te hoteli in to. Tako da sva si izbrala prenočišče približno nekje 10 minut stran s kolesom, kar je bila v bistvu čisto redu opcija. Sva pa dobila en tak zelo lep bungalovček, čisto samozadosten, spet svoja kuhinja, kopalnica in vse. Čeprav sva bila čisti beachfront, se pravi na plaži sva spala, pa sama plaža ni bila primerna za kopanje, tam se v bistvu sploh nismo kopati, ker so bile noter zelo velike skale, pa dokaj veliki valovi, tako da to dvoje pač ne gre skupaj. Ampak tega se zavedata tudi lastnika bungalova, tako da sta nam v bistvu dala zastonj izposojo koles, s katerimi sva se potem lahko zapeljala do kakšne druge plaže, ker je bila malo bolj primerna za kopanje. Tako da v bistvu za ta bungalovca odštela 92,5 evra na noč. Oba apartmaja, v katerih sva spala, sta bila brez klime, ampak to ni tak problem, kot bi si mislili. Namreč Cookovi otoki imajo zelo lušno podnebje in klime niti ne rabiš, ker v bistvu čez dan je nekako do 30 stopinj, zvečer se pa toliko hladi ponavadi okoli 20, da odpreš okna, kar spet ni problem, ker so gor komarniki in prezračiš oziroma ohladiš sobo. Sva pa nekako spala v najcenejših možnih opcijah, v bistvu edina cenejša stvar so bili samo hostli, ki pa jih tudi ni prav veliko na izbiro. Druga kategorija, hrana in pijača. Na Cookovih otokih sva jedla zelo dober in v bistvu za vso hrano in pijačo sva odštela 420 evrov za oba.
kar v bistvu, če preračunamo, pride v povprečju 26 evrov na osebo na dan, kar se mi niti ne zdi toliko veliko. Ponavadi so v bistvu kar dvakrat na dan jedla zunaj, torej kosilo in večerjo sva ponavadi jedla v neki restavraciji. Sva si pa v bistvu tekom najnega potovanja tudi kar veliko prvošla, zdaj sva spila kakšen koktejlček ali pa kakšno pivo, ki pa iskreno povedan niso lih najcenejše stvari. Mislim, iskreno sva za alkohol kar nekaj zapravila, ker res ni najcenejši, ampak dobro, so vzela to kot počitnice, dopust, da ajde, si malo prvošaš. Zdaj, ta tretji obrok, oziroma prvi v dnevu, zajtrk, sva si pa kupovala kar v trgovini, se vemo, te običajne stvari, salama, kruh, sir, kava, To sva pa večinoma povedla potem kar v samem apartmaju. Kakšne so pa dejansko cene? Dajmo si pogledati nekaj konkretnih primerov. Zdaj, hrana v trgovini je kar konkretno draga. Saj gre pač namreč za uvožene izdelke več ali manj iz Nove Zelandije in Nova Zelandija je od Cookovih otokov kar dosti oddaljena, kar pač dvigne ceno izdelkov. Ja, valjda, transport, pa import, pa vse to. V glavnem, kaj za to pomeni ekstremno drago, recimo flaširana voda, liter pa pol vas lahko košta tam nekje med 2 do 3 evre, kar se nam zdi kar veliko. Zdaj na srečo Cookovi otoki ponujajo zastonj polnilnice vode, kjer imajo v bistvu in prefiltrirano in UV tretirano vodo, tako da če se v bistvu zapeleš nekam, pa si natočeš, imaš lahko praktično vodo zastonj. Edino, kar pač zapraviš čas pa energijo, da si to vodo malo natankaš. Ja, ampak itak so nam jih apartmaji preskrbeli, tako da midva tudi centa nisva zapravila za pitno vodo. Ta prav kruh je na Cookovih otokih ekstremno drag. Za eno štruco tako, niti ne največjo, sva ponavadi odštela okoli 5 evrov. Oni več ali manj jejo kar toste, ka pa imajo seveda nižjo ceno. Ta prvič, ko sva šla v bistvu v trgovino, sva si kupila za neki par zajtrkov, v bistvu kupila sva si kruh, mleko, kavo, salamo, sir pa namaz in za to sva odštela 48 evrov za v bistvu eno vrečko izdelkov, kar se nama je zdelo z novozelandskimi cenami konkretno dražji. Kaj pa cene v barih in restauracijah, se pravi, koliko je kaj hrana in pijača tam? V bistvu relativno poceni, oziroma napram novozelandskim standardom je to tlele ni. Zdaj, če pa primerjava Slovenijo, se nam pa zdi, da v bistvu hrana je bistveno cenej, dočim alkohol, kot sem že rekla, je pa bistveno dražji. Še nekaj konkretnih primerov cen v restauraciji, recimo za 2 glavni jedi pa 2-krat malo pivo, sva odštela 33 evrov. Malo bolj fancy restauracija, kjer sta praznovala najno prvo obletnico poroke, sta pa dala 55 evrov za v bistvu 4 koktejle in 2 glavni jedi. Cenejša opcija prehranjevanja so recimo fish shopi. Za fish and chips in 1 liter soka sva dala 16 evrov. In pa še nekaj dodatnih primerov, recimo kokos na night marketu je bil 2,80 evra, seafood plate na night marketu, ena porcija je bila 13 evrov, malo pivo na rajskem otoku Aitutaki je bilo 4,50 evra, pina colada na plaži pa 9,50 evrov. Ja, alkohol je kar drag. Kakšne se ti zdijo te cene s slovenskim standardom? Midva v bistvu že leto in pol nisva bila v Sloveniji, tako da s slovenskimi cenami zelo težko primerjava. Ja, v bistvu vse cene midva lažje preverjava z novozelandskimi cenami, ampak tle nama pa lahko ti pomagaš, kakšne se te cene zdijo v primerjavi s Slovenijo. Da nam napiš spodaj v komentar, a je dražje, a je ceneje, a je tle nek, tako da tudi midva malo dobiva občutka. Naslednja kategorija, tretja kategorija je prevoz. Na Cookovih otokih sva se večinoma vozila kar z busom, pa enkrat sva šla na šatel. Za vse to sva odštela 87 evrov, za oba seveda. Zdaj, karta za bus ima v bistvu najcenejša opcija je, če kupiš 10 voženj, pač na eni karti in leta stane $35 za pač 10 voženj. Medtem, ko morate biti pa pozorni, da je cash only, se pravi, sprejemajo samo in izključno gotovino. Na splošno na Cookovih otokih je kar, gotovina je kralj, tako da imejte dovolj gotovine s sabo. Nama je zadostovalo 30 voženj in v bistvu eno kartico lahko uporabljate tudi 2 osebe, samo pač večkrat jo potem preluknejo. Zdaj, če imate prtljago, vam bojo uradno zaračunali $2 po kosu prtljage, ampak ker so to Cookov tečani, pa ker so zelo na easy, pa ker se jim ne da glih preveč obadati, mi so več ali manj doživela, da nama je v bistvu samo eno osebo več računala in pač preluknila
za vsako kos prtljage, kar je načeloma dražje, ampak ok. Ena posamezna vožnja z busom pa v bistvu stane $5 na vožnjo. Sploh ni važno, se boš v bistvu peljal eno postajo ali pa 3/4 kroga okoli. Samo ne smeš se peljati cel krog okoli, ker to ima pa potem dražjo ceno, ker se smatra kot turistična vožnja. Imajo pa tudi all day pass, če mislite, da se boste v bistvu en dan recimo ful veliko vozili z avtobusom. Ta celodnevna vstopnica pa stane $20 neomejeno na osebo. In kot sem omenila, enkrat sem koristila tudi šatel in to je bilo kar ta prvi dan, ker sem pristala ob 22 in takrat avtobusi že nehajo voziti, tako sem nekako mogla priti do najnega prenočišča. Tist so pa odštela €28 za 2 osebi. Četrta kategorija, vstopnine, ekskurzije in doživetja. Za vse to sva skupno odštela €1052 za oba. Ja, to pa res ni najceneje na Cookovih otokih. Zdaj, kot ste videli tekom celotne serije po Cookovih otokih, so v bistvu doživela res ogromno. Od tega, da so se udejstvovala v njihovi kulturi, kulturnem šovu, spoznavala njihov vsakdan, kako uporabljajo naravo, šla na rajski ajtotaki, pač res ogromno sva videla in doživela. Najdražja stvar je bila definitivno izlet na ajtotaki. Zato sva odštela kar €381 na eno samo osebo. Ja, ful je bilo drago. Ampak worth it. Worth it pa v bistvu bil je res cel experience. Evo, vam bova zdaj razložila, kaj je dejansko bilo vse vključeno v tej ceni. Se pravi, najprej sva imela pick-up iz hotela, ki so najo potem peljali na letališče s šatlom. Potem sva imela noter v ceni vključene povratne letalske karte iz Rarotonge na Aitutaki, kar je v bistvu enouren let v eno smer. Potem smo prišli na Aitutaki, so nas naložili na avtobus in smo imeli v ceno vključen voden ogled celega Aitutakija. Pol smo se vkrcali na ladico, na naš kruz, na katamaran, kjer smo 6 ur kruzali po Aitutakiju oziroma po tej laguni. Ja, tako ful je bilo fajn. In pa na sami ladici je bila vključena tudi vsa hrana. Zdaj, vse to lahko vidite v 4. epizodi serije po Cookovih otokih, ki je namenjen izključno samo Aitutakiju, tako da si mogoče boste znali malo bolj predstavljati, kaj vse je dejansko ujet v to ceno noter. Ja, sicer se zdi sprva zelo drago, ampak je vse na ful visokem nivoju in tudi katamaran, na katerem smo bili, je bil, oh my god, vrhunski. Luksus. Pa še malo drugih vstopnin in doživetij, kar sva jih pač imela. Renta bike oziroma najem kolesa za 24 ur, €11 na kolo, cultural experience plus tradicionalna večerja s 3 hodi, €95 na osebo, cooking class, ki je odpadal, €28 na osebo. Pač ja, je odpadel tako, da to ni vključen v končno ceno, ampak bi pa to prišel, če bi šla na. 5. kategorija, drugo, kar res nisva vedela, kam vključiti. Za vse te ostale stvari sva odštela €103. Kaj pa je v bistvu v tej ceni? Kupila sva si seveda eSIM kartico, da sva imela v bistvu dostop do telefona in pa do interneta. Za kartico sva odštela €28, je bilo pa v bistvu v paketu samo 15 GB prenosa podatkov, ki veljata 2 tedna. Kar drago, mislim, vse o tem sva že govorila tekom popotniške serije, plus internet na Cookovih otokih je zelo omejen. No, potem pa imamo še €76 za parking v Christchurchu, za najn Vinkota, ki ne je mogel počakati, in sicer to so odštela za 8 dni, kar je v bistvu približno enaka cena kot za našimi okoliškimi letališči, Zagreb, Trst itd. 6. kategorija bo čist ekstra, v bistvu letalske karte. Nekaj, kar sva se odločila, da bova sicer omenila, ampak za vas verjetno ne pride v poštev. Ja, se pravi, mi sva letela iz južnega otoka Nove Zelandije. Kot rečeno, za vas to verjetno ni relevantno, ker boste leteli iz Slovenije oziroma nekje iz Evropske unije, ampak vse glih bova toliko vključila samo, da majčkeno dobite predstave o ceni. Ne bo pa to vključen v tisto končno ceno, ki jo bova navedla koncu vloga. Pot do Cookovih otokov je dolga, zelo dolga. In direktni leti tako daleč so v bistvu nemogoči, zato tudi ne obstajajo. Če bi štartali iz Slovenije, bi mogli imeti kar par prestopov, oziroma tako čez prst večinoma,
je treba najprej priti do Avstralije oziroma Nove Zelandije, iz koder pa potem imate direktne lete do Rarotonge. Že za naj bi bila pot kar dolga. V bistvu iz južnega otoka, iz Christchurcha, sva najprej mogla priti do Aucklanda, kjer so pa potem vzela mednarodni let do Cookovih otokov in potem obratno smer tudi nazaj. Midva sva bila zelo fleksibilna z datumom in v bistvu sva kupila najcenejši možen let z nizkocenovnikom, ki je bil na voljo takrat v visoki sezoni. In že ta let ni bil poceni. V bistvu za letalsko karto sva odštela 515 € na osebo. Ja, zdaj v to ceno je sicer že vključen tudi check-in stvari, se pravi prtlaga, en mini obrok, sedeži. V bistvu sem vzela kar en tak bundle oziroma en tako promocijsko ceno, ker je bilo dejansko ceneje, kot če bi vsako stvar posebej dokupovala. V glavnem pa že v bistvu ta cena je iz Nove Zelandije, ki je full blizu Cookovih otokov. Seveda, dal bi se dobiti tudi cenejše karte, če bi v bistvu tja letela izven glavne sezone. Nekako Cookovi otoki so res celo leto primerni za potovanje, tudi kaj je tam monsunsko obdobje. Zdaj, suho obdobje je nekako od aprila do novembra, deževno oziroma monsunsko obdobje pa od decembra do marca. Midva sva šla v avgustu, ker so hotela pobegati novozelandske zime. Drugače so pa slišala tako od lokalcev, kot tudi od drugih popotnikov, da so Cookovi otoki praktično celo leto primerni za potovanje, ker pa je tudi v monsunskem obdobju ni tako zelo hudo. Boste pa seveda imeli malo višjo vlažnost. Zdaj pa pridemo do tiste najbolj pomembne stvari, ki jo verjetno vsi čakate. In sicer, koliko nam je prišlo celokupno potovanje po Cookovih otokih za celotno potovanje za 2 osebi. To je namreč cena brez letalskih kart do Cookovih otokov. In sicer punč, en drumroll. To je ta drumroll. Torej, celokupno sva odštela 2245 € za oba. Zdaj, to je vse, razen letalskih kart. Z izjemo tisti notranji let iz Rarotonge do Aitakija. Dajmo si pogledati še povzetek vseh stroškov, ki sva jih imela v tortnem diagramu, da boste imeli lepši pregled. Kakšna se ti zdi ta cena za res ta neopisljiv raj na zemlji? Napiš nama spodaj v komentar. Če je ta video prvi v seriji, ki ga gledaš, te vaba, da greš pogledat celotno serijo po Cookovih otokih. Je sigurno ena izmed najljubših serij, kar so jih sploh kadarkoli sproducirala. Res je tako na tehnično, kot v bistvu tudi vsebinskem nivoju zelo visok. A kaj je definicija raja na zemlji? Danes te odpeljeva prav tja. Tako da, pa je to pogledati celotno serijo. Če pa v bistvu končuje serijo, pa dajmo si pogledati v bistvu, kaj nas čaka zdaj naprej na najinem kanalu. Kaj nas torej zares čaka v naslednjih vlogih? Cookovi otoki so bili le lepa pauza med prvo in drugo sezono vlogov po Novi Zelandiji. Prvo sezono smo zaključili z najinim delom v vinogradu, drugo sezono pa začenjamo s peščico zanimivih vlogov. Obiskali naj jo bodo prijatelji iz Slovenije, s katerim bova naredila ponovno celoten krog po južnem otoku Nove Zelandije. Alex bo praznoval svojo okroglo 30 v najnem priljubljenem Nelsonu in za en dan postal njegov najljubši ptič Kea. The beepy sound is a happy sound! Poleg tega se s kolegi iz Češenj odpravljamo v mrzle vode, ki bodo tudi lep skok v novozelandsko zimo. To bo za naju pomenilo 5 mesecev življenja izven Binkota, najem stanovanja v podalpski vasički Hammer Springs in tudi nove službe. Ja, ful veliko se bo dogajalo v drugi sezoni popotniške serije po Novi Zelandiji. Midva res že komi čakava. Tako da ne se pozabite naročiti na najin YouTube kanal, da ne zamudite prihodnjih vlogov. Do naslednjič pa. Kakite!